Pozdravljeni, moje ime je Simon, sem diplomirani fizioterapevt in diplomirani kineziolog in danes bom predstavil 3 pogoste napake, mite, neresnice, ki se pojavljajo pri rehabilitaciji bolečin v ramenskem sklepu. Zelo pogosto vidimo, da pacienti uporabljajo žogice oziroma valčke, kar ni nič narobe, ampak na napačnih mestih. Kadar valčkate z žogico, glede ramenskega sklepa, probajte se izogibati mestom, ki najbolj bolijo. Najpogosteje je bolečina v sprednjem delu rame in če boste vi vzeli žogico in prislonili ravno tja, kjer boli in probali ravno tam sprostiti, bo efekt verjetno zelo boleč. Zato, ker valčkanje je fajn za mobilizacijo mišic, da se mišice sprostijo, da dobimo določeno povečanje gibljivosti v mišici, ampak zelo redko pa boli mišica v sami rami. Boli vnetje, boli stisk, boli drugo tkivo, bolijo burze, bolijo tetive in na ta način boste razdraženo tkivo še bolj razdražili in boste zadevo samo poslabšali. Tako da, če uporabljate žogico, probajte se držati bolj odmaknjeno od bolečine, pejte na mišice, ki niso posredno tam, kjer boli, torej prstna, zadnja, hrbtna, to je vse ok, izogibajte se pa tistemu delu, ki je res boleč. Kot drugo bomo pogledali rotacije. Vsi ste že slišali, rotatorna manšeta, morate ukrepiti rotatorno manšeto, tudi zdravniki to radi rečejo, in potem pridete do osebnega trenerja, oziroma tudi, na žalost, fizioterapevta, ki vam da to vajo. In vi to vajo delate in niste prav veliko boljši. To je zato, ker rotatorna manšeta ni zadolžena za rotacijo. Rotatorna manšeta je zadolžena za stabilizacijo sklepa, zelo malo dejanske rotacije izvedejo mišice rotatorne manšete. Če vi rotirate, te majhne mišice v rotatorni manšeti ne naredijo veliko. Večino naredijo večje mišice na površju, ki so namenjene za gibanje, in rotatorna manšeta tukaj prav veliko ne dela. Zato je bolj smiselno, da vi te velike mišice zaposlite z nečim drugim in potem izvajate to stabilizacijo, da rotatorna manšeta pa zadržuje ta položaj. En primer, greste lahko na koleno, greste v zunanjo rotacijo in zdaj dvigate, gor dol. Zdaj te velike mišice bodo morale dvigati ramo, medtem ko te majhne mišice, ki so zadolžene za stabilizacijo, bodo pa mogle stabilizirati in dejansko delati to, za kar so namenjene. Ker niso namenjene za gibanje, ampak za zadrževanje položaja. In pa še ena pogosta napaka, ki se pojavlja, je, oziroma ni poudarek na mišici serratus anterior. To je zelo pomembna mišica. Ramenski sklep ni samo ramenski sklep, sodeluje ključnica, lopatica, prsnica, to je en set sklepov, cel ramenski obroč in najpogosteje je povezana bolečina v rami tudi zaradi napačnega gibanja oziroma negibanja lopatice. Lopatica mora pri vsakem gibu, ko greste z roko navzgor nad 90 stopinj, se po prsnem košu premakniti, rotirati naven, da odpre prostor, da gre lahko roka navzgor. Če ne, če lopatica se ne premika, gre se lahko samo do sem, stisnite tkivo in to je to. In v večini primerov takih kroničnih bolečin je to razlog. Zato smo pri nas v programu vključili tudi vaje za mišice serratus anterior. To so vaje, ki izvajajo ta gib, torej lopatico potisnete naven in nazaj, to dela mišica serratus anterior, ki je tukaj spredi na rebra pripeta. In v kolikor tudi njo vključite v program, je rezultat dosti boljši. In ravno s tem namenom smo v sodelovanju s Športno kliniko pripravili 5-tedenski program, kjer je veliko vaj, ki si sledijo v nekem smiselnem zaporedju 5 faz, 5 tednov. Res smo se potrudili staknili glave in naredili tak optimalni program za odpravljanje bolečin v ramenskem obroču, tako da, v kolikor vas zanima, si lahko seveda pogledate, pa prosim, izogibajte se tem 3 napakam, ki jih zelo pogosto vidimo. Srečno!